Pozdravljeni. Danes govorimo o svetu, ki ga ne vidimo, pa vendar vpliva na skoraj vse. Na našo prebavo, energijo, razpoloženje in imunski sistem. O mikrobih, ki živijo v nas in okoli nas, ter imajo velik vpliv na del našega zdravja. Z mano je profesor dr. Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Ljubljanske medicinske fakultete in človek, ki mikrobe in viruse zares pozna. Dobrodošli, pozdravljeni. Pozdravljeni in hvala za povabilo. Z veseljem. Kaj pravzaprav so mikrobi? Ja, kadar me tako vprašajo, kaj so mikrobi, verjetno se že v osnovni šoli učimo nekako merila, ne? Mikrobi so v spektru tega, kjer se začnejo mikrometri, če poznamo meter, ne, to je 10 na minus 600, smo potem tam nekje v področju mikrobov. Vendar, če govorimo o mikrobiologiji, je precej široka veda, ne? Tudi medicinska, kjer pa v resnici niso samo tako majčkeni, zelo se razlikuje tudi po velikosti, če jih gledamo. Če gledamo neke parazite, gliste, te lahko opazimo z prostim očesom. Če gledamo bakterije, nam je dovolj mikroskop, potem so tu še glive, ki so vse posod okrog nas, tudi te lahko z mikroskopom v bistvu opazimo. Če pa govorimo o virusih, potem je pa zgodbe z nekim, bom rekel, lažjim opazovanjem že hitro konec. Ne moramo jih gledati z mikroskopom, ker so pač žal premajhni. Imamo en mikroskop, ki po funkciji fizikalni ni mikroskop, če tako rečem, ne reče se mu, ampak deluje drugače. Takrat rabimo elektronski mikroskop in niti vseh pravzaprav ne moramo prikazati. Tako da ta spektr, kaj vse spada pod mikroorganizme, vsaj v medicinski mikrobiologiji, mogoče kakšno rečeva kasneje, več o tem, so pa v resnici od parazitov do bakterij, gliv in tudi virusov in vsem tem rečemo mikrobi. Kaj glede virusov in bakterij ljudje najpogosteje napačno sklepamo? Ja, to je zanimiva tema, ker sem gledal temo današnjega pogovora. Mogoče je res ena taka stvar, ki jo običajno, kadar predavam študentom, povem. Mi si predstavljamo mikrobe kot nekaj, kar je škodljivo, kar pač, ne vem, poznamo angino, poznamo gripo, 4 leta smo živeli z nesrečnim covidom, gripo, epidemije, kugo, težke stvari, ki v bistvu človeku v bistvu ukvarjajo zdravje. Ampak v resnici je mikrobiologija in mikrobi veliko širše polje. Pravzaprav reciva tako, da večina mikroorganizmov, ki jih mi poznamo, pa če govorijo o virusih pa bakterijah, ki so bolj medicinsko pomembni, to je en čist majhen delček, ki v resnici so pomembni iz medicinskega vidika za človeka. Pa če greva še malo dlje, v resnici moramo gledati na cel potek, če pride do okužbe pri človeku, še bolj celostno. V nobeni epidemiji, pandemiji, karkoli se je že v zgodovini dogajalo, tudi v prazgodovini, nikoli niso umrli vsi ljudje, nikoli se niso okužili vsi ljudje. Tako da v bistvu mi moramo imeti to predstavo, da mi živimo v nekem neravnovesju z mikrobi. Nekateri ljudje se bodo bolj pogosto okužili, mogoče zaradi prirojenih, drugi zaradi pridobljenih pomanjkljivosti, ampak v resnici mi z mikrobi ves čas živimo. Na konec koncev naša koža, naše črevo, večino našega telesa, razni deli, ki so res rečemo primarno sterilni, mikrobe vsebuje, tudi take, ki znajo povzročiti zelo hudo bolezen, pa večina ljudi z njimi živi povsem normalno. Tako da en tak primer je recimo bakterija, ki je bila dolga leta zdaj tudi zelo popularna, sploh pred covidom, pa še prej, je tako imenovana MRSA, medicilin rezistentni Staphylococcus aureus. Veliko ljudi ga ima na koži, ne mogoče rezistentnega na zdravilo,
ampak nekje 20% ga na koži imamo, pa nam ni nič za to. Če dobimo pljučnico, ki jo mogoče začne virus, lahko ta bakterija potem zgodbo neskončno zaplete in povzroči smrtno nevarno stanje. Ampak zaradi tega se nam še ni treba bati, če bi nam tako bakterijo dokazali. Ali pa en tak eklatanten primer, s katerega se že skoraj, bom rekel, šalimo včasih, ena taka zgodba je o nesrečni kandidi, včasih rečejo celo lajki kandida, kar seveda je nepravilno. Bi si radi dokazali, da imajo to blato na koži. To ima, recimo, mogoče celo polovica ljudi normalno floro kože, ki ne povzroča nobenih težav. Težave se začnejo šele takrat, ko naš imunski sistem ali pa splošno stanje omogoči takim sopotnikom, ki jih imamo, da povzročijo neko resno stanje, lahko tudi smrtno nevarno, ki se ne konča dobro. Ali je res, da imamo v organizmu več mikrobov kot celic? Ja, to je zanimivo vprašanje, zelo zanimivo. Moram reči, da sem moral še sam preveriti, ker se je to v zadnjih letih precej spreminjalo in je bilo kar nekaj člankov objavljenih. Včasih je veljalo tako pompozno v teh poljudnoznanstvenih knjigah, da je bakterij, ki so na nas ali v nas 10-krat ali celo 100-krat več kot je naših lastnih celic. Danes nekako velja drugačna ocena, da naj bi bilo to razmerje približno 1:1. Se pravi, toliko kot imamo naših celic, imamo tudi mikrobnih. Tako da v resnici nismo kup mikrobov, smo še zmerom ljudje, res pa je, da imamo veliko sopotnikov. To pa res. V katerem organu imamo največ mikrobov? Kje jih je v telesu največ? Zdaj, če bi bila študentka, bi vas vprašal, kaj vi mislite, kje bi jih bilo največ. Ampak v resnici vemo, najbrž, kje jih je največ. Največ jih je gotovo v črevesu. In to v debelem. Razlogov, zakaj tam so, je veliko. Vemo, da skozi prebavila pravzaprav se pretakajo vsa hranila, ki jih zaužijemo. In vsa ta hranila, ki so pomembna tudi za naš obstoj, so pomembna tudi za obstoj mikrobov, ki so. Ni samo to, da so v črevesu hranila. V bistvu je pomembno tam, da so tam tudi zelo posebni pogoji. V črevesu ni zraka, imamo posebne bakterije, ki kisika sploh ne prenesejo. Se pravi, so lahko prisotne samo v tem delu prebavil, se pravi, ne morejo biti prisotne v ustih. No, tudi v ustih imamo kakšne stvari. Ena od stvari, ki mi je bila zelo zanimiva, kadar prebiram kakšne poljudnoznanstvene knjige o mikrobiologiji, je zelo zanimiva. Človeško telo je pač tako, kot je skozi zgodovino, in marsikateri del telesa je kako bi rekel, opredeljen tudi s kakšnim neprijetnim vonjem. Tako da v bistvu vse, kar črevo izloči, verjetno ni prijetnega vonja. Vemo, da tudi ustni zadah, kdaj je prav neprijeten. Če govorimo o kakšnih prepotenih pazdukah, nogah ali karkoli, vse to je v bistvu lepo, da bi se ljudje zavedali, da je to vse pravzaprav produkt nekih bakterij, ki ob človeških izločkih pravzaprav zelo lepo prosperirajo in seveda povzročajo te neprijetne vonje. In to so različne bakterije, recimo v ustih imamo kakšne parodontalne žepke, kjer tudi ni kisika in se lahko take vrste bakterij, ki kisika sploh ne prenesejo, razvijajo. In seveda so tudi zaščitene, težko jih poščetkamo, črevo tudi pravzaprav težko izčistimo in tudi ni zaželeno seveda, da bi ga. Tako da, vse te stvari pravzaprav govorijo, da smo ves čas v nekem sožitju z mikrobi, ki pa seveda navzven povzročajo različne, kako bi rekel, percepcije. Nekaj sem prebrala, da črevesju nekateri rečejo tudi drugi možgani. Zakaj je temu tako? Ja, to pa je v bistvu precej, bi rekel, nova percepcija ali pa nov pogled na to. Sam sem spremljal z leti tudi
različne interpretacije tega in se mi je zdelo, da včasih mogoče se malo s tem pretirava, ampak potem so prišli pa resni znanstveni članki, ki so pravzaprav potrdili, zakaj temu tako rečemo, zato ker v bistvu bakterije, ki so v črevesu, izločajo precej različne spojine. Če se najprej osredotočim, to je bilo znano že seveda zdavnaj prej, mi bakterije v črevesu absolutno potrebujemo, ker tvorijo tudi določene vitamine, razgrajujejo stvari, ki so za nas škodljive, ki se morajo izločiti. Po drugi strani pa vse, kar pojemo, se pretvori v neke, če bom dovolj jasen za poslušalce, metabolite, v neke presnovke, ki pravzaprav preko črevesa prehajajo v telo in seveda tudi v možgane. In dejansko ta sestava črevesne flore zelo pomembno vpliva tako na funkcijo možganov in celo po današnjih dognanjih lahko na pojav določenih bolezni, motenj, za katere prej nismo vedeli. Tako da to je relativno nov koncept. Od tega, da bakterije delajo kratkoverižne maščobne kisline, ki ravno tako imajo zelo pomembne funkcije, do tega, da če se to razmerje poruši, lahko pride do kakšnih drugih zelo resnih motenj v delovanju telesa. Kolikšen del zdravja je odvisen od delovanja mikrobov? Ali pa kakšen vpliv imajo na zdravje? Ker sem mikrobiolog, ne bi rad tega, kako bi rekel, preveč poudaril, ali pa da me ne bo kdo potem pravzaprav vlekel za jezika. Tako, jaz verjamem, da zna biti, da je to več kot 50%. Se veste, ta star pregovor, si to, kar ješ. In v resnici, če gledamo evolucijsko, kako se je naša prehrana spreminjala, to dejansko to pomeni. Jaz se velikokrat vprašam, zato ker pač v mikrobiologiji, kadar pride do tega, da želimo neko bakterijo vzgojiti, imamo precej jasno določeno, kakšna hranila ji želimo dati. In če hočemo neko bakterijo vzgojiti, vemo, da ji moramo dati določena hranila. Ko mi nekaj jemo, se o tem seveda ne sprašujemo. Znotraj nas je pa združba, precejšnja združba, ki celo med sabo komunicira, če hočete, je med njimi tudi tekmovanje. In ta pestrost, ki je bila skozi zgodovino definitivna zaradi evolucije in zaradi možnosti, ki so jih včasih ljudje imeli, se je v sodobnem svetu zelo porušila. Res preveč vsega, kar pojemo, je vezano na ogljikove hidrate, na preproste sladkorje, predvsem, če tako rečem, da ne bi demonizirali ogljikovih hidratov, ampak to res povzroči, da se to lahko res prevesi v popolnoma napačno smer. In tukaj moram reči, da je v zadnjem času res narejen velik preskok. Lahko tako rečeva, kakšna je povezava med mikrobi, pa naprimer avtoimunimi boleznimi, med alergijami, med še za katere bolezni lahko jasno ločnico potegneva? Ločnico je trenutno še zelo težko potegniti, zato ker nekaj se je treba zavedati. Študije, ki se dogajajo in so se dogajale, so se velikokrat končale tako, upam, da bo znal lepo slovensko povedati, če nekaj najdemo pri določeni bolezni, to še ne pomeni, da je to vzrok. Angleži rečejo, association is not causation. In teh povezav se je spletlo v zadnjih 20 letih ogromno. Ne samo, če govorimo o mikrobiomu, ampak tudi o kakšnih virusnih boleznih. Če dam za primer virus Epstein-Barr, ki povzroča bolezen poljuba ali pa infekcijsko mononukleozo, je seveda dokazana povezava z razvojem multiple skleroze. Moramo se pa zavedati, da to ni vzročna povezava. Ne poznamo še, pri kom in zakaj
taka okužba to povzroči. Lahko rezultira v neki bolezni, če tako rečemo. Ne. Ni pa seveda tu neke neposredne povezave raznoredkih stvari. Ne. Če pogledamo recimo, ne vem, Helicobacter pylori, kjer imamo kar precej okuženih, a ne, ta kronična okužba definitivno, veste, da je podeljena Nobelova nagrada, lahko privede do raka želodca. Če pogledamo papilomaviruse, dolgotrajna okužba lahko privede do raka na materničnem vratu ali pa kjerkoli še drugje, da ne zapletamo zgodbe preveč. Ampak kljub vsemu, zavedati se je treba, da vsi, ki so se okužili z Helicobacterom pylori ali pa s papilomavirusom ali pa s Epstein-Barr virusom, ne bodo razvili te bolezni. In tukaj nam še manjka precej do tam, kjer ste lepo vprašali, a ne, pač, da potegnemo neko jasno ločnico, ker ni vse odvisno od mikroba, ampak v veliki večini, a ne, tako kot ste lepo prej rekli, v odstotkih, koliko prispeva naš genetski ustroj, koliko prispeva pa nek mikrob. Ali je pretirana higiena lahko škodljiva? Ja, če želite čist nedvoumen odgovor, je. Pretirana higiena, res pretirana, je škodljiva, ampak da postaviva najprej tle jasno črto, kaj bi to pomenilo. A ne? Gotovo se ne bomo izogibali umivanju rok po uporabi stranišča, umivanju rok, ko pripravljamo hrano. Jaz sem tudi velik zagovornik razkuževanja rok in sem žalosten po vsem, kar smo v bistvu preživeli preko covida. Veste, da v bistvu celo v stanovanjskih blokih, v trgovinah je bil standard razkužila. Zelo mi je žalostno, zdaj, ko se pogovarjava, imamo precej veliko epidemijo gripe in v bistvu nikomur skoraj ne pade več na pamet, da bi nosil masko. Dobro, moram pohvaliti svoje kolege v hiši, na inštitutu, kjer dejansko, če imajo kakršnekoli simptome, dajo gor masko, dokler ne ugotovijo pravzaprav karkoli jim je. Ampak to, da nimamo na voljo pred trgovino razkužila, tega sigurno ne moremo odobravati. Ne moremo vedeti, koliko 10 ljudi, ki so si prebrisali nos, prijemajo vozičke, prijemajo košarce, prijemajo stvari, ki jih potem vzamemo mi. To je povsem jasno dokazano. Higiena rok je tako doma kot v bolnišnici nek aksiom. Tukaj ni popustov in je to v redu. Če pa govorijo o pretirani higieni, a ne, ki jo včasih vidimo v kakšnih reklamnih sporočilih, uporabljamo razkužila doma na WC-ju, včasih mi je smešno, ko berem, se zavedate, koliko bakterij ima vaš telefon, a ne? Čigave pa so te bakterije? Moje najbrž, a ne? Saj telefona ne posojamo, a ne? Večinoma in takrat, če bi mi to naredili kot mikrobiološki poskus, seveda bi jih lahko kultivirali ogromno, ampak to so še zmeraj bakterije, s katerimi smo mi tako v stiku. Večji problem je to, ko smo v neki družbi, ko smo nekje drugje in pretirana higiena, da bi otroka poskusili zaščititi predvsem, ker popolnoma legitimna skrb vsakega starša ne temelji na tem, da bi ga zdaj vsakih 10 minut, ne vem, potopili v razkužilo ali pa v nek detergent, ampak v resnici bolj temelji na tem, kar mi razlagajo moje kolegice, pediatrinje, da najbolj pomaga, da v bistvu odpremo okna, da otroka peljemo na svež zrak, tudi če je mrzlo, tudi če zunaj dežuje. To je tista krepitev imunskega sistema, ki si jo vsi tako želimo, da jemo čim bolj kvalitetno hrano, da bi pa ščitili preko ne vem česa, ne, obstajala je tudi neka higienska hipoteza, kjer so gledali, če bi otrok preveč zaščiten in se ni izpostavil v mladosti raznim, bom rekel, mikrobom ali pa ni se sprehajal v naravi, včasih je bilo veliko stika z živalmi in tako, da so bile bolj pogoste alergije. Ne. To je danes tako, bom rekel, majčkeno relativizirano. Ne verjamemo več o tem, ampak če pa gledamo, ena zanimiva stvar je, recimo zdaj se precej otrok rodi s carskim rezom. In carski rez pomeni sterilno odvzeti otroka iz telesa. Če gre za normalen porod, a ne preko porodnega kanala,
se otrok že tam sreča z mikrobi. Predvsej zaenkrat bi rekel, vsaj po mojem vedenju, ni dokončnega odgovora. Nekako pa mislim, da se strinjamo v celoti, da je boljše, če gre za to. To so bile tudi diskusije, ali bi otroka, ki se rodi s carskim rezom, morali umetno ali pa, kako bi rekel, tehnično kolonizirati, da bi ga recimo namazali z izločki, ki pridejo skozi porodni kanal, in tle seveda nismo navdušeni nad tem, ker tam je lahko tudi kaj drugega, kar za otroka ni primerno, in želimo naravi pustiti, da naredi, kar je potrebno. Da ne govorimo o tem, da tudi ni vseeno, vemo, da propagiramo dojenje v vsakem primeru, tam, kjer pa to ni mogoče, pa so tudi opazne razlike, ker tudi z mlekom otrok dobi ne samo proti telesa, ne samo dobrih hranil, ampak tudi mikrobe, ki so nujni v teh prvih fazah razvoja imunskega sistema, da otrok razvije imunski sistem v tem smislu, da imunski sistem razume, kaj je škodljivo in kaj je pravzaprav nekaj, s čemer se bo pač sprijaznil čim prej in bo s tem potem živel naprej. Ali je torej potem res, da ko se otroci v prvih letih življenja srečajo ali pa v prvih mesecih življenja srečajo z različnimi mikrobi, da to potem opredeljuje, kako bodo zdravi, kako bodo odporni v bodoče? To je težko vprašanje. Namreč v teh zgodnjih fazah se lahko zgodi, da se otroci srečajo z raznimi mikrobi, nekateri od njih so znani potem, da povzročajo zelo hude okužbe. Če govorimo o respiratornem sincicijskem virusu, od katerega je od lanskega leta naprej možno cepljenje mamic, otrok in tudi zelo starejših ljudi, definitivno bi se tega bilo dobro izogibati. Se pravi, nekateri, ki so primarno patogeni, si ne želimo. Želimo si, da bi bile mamice cepljene proti gripi, nosečnice že cepljene proti gripi, respiratornem sincicijskem virusu in tudi proti oslovskemu kašlju. To je najlepše darilo, ki ga mama lahko da otroku, predno se je rodil, da se bo otrok rodil z protitelesi, ki jih mama preko posteljice prenese na plod, in imamo potem nekje 6 mesecev v bistvu nekega stanja, kjer je otrok, razmišljamo, zaščiten. In to je tisto najbolj krhko obdobje, ki otrok res ne rabi srečanja z nekimi precej agresivnimi patogeni. In res poznam preveč primerov, s katerimi delamo s kolegi pediatri, intenzivisti, infektologi, ki se niso končali dobro. Ali pa se v bistvu staršem povzročajo res težke situacije, ki so nepotrebne, če bi v bistvu to lahko upoštevali. Tako da, ja, na neki strani moramo dopustiti to, da se otrok seznanja z mikrobi, ampak za tiste, za katere vemo, da so pa škodljivi, pa če poznamo, kako se to prepreči, pa seveda absolutno poskušamo preprečiti. Poglejva še malo antibiotike. Na koliko antibiotikov smo ljudje postali že odporni? Kaj nam še ostaja? Nas more to skrbeti? Ja, to mislim, da je ena od največjih groženj, ki pravzaprav obstaja. Razlogi pri tem, bom rekel, so zelo mnogoplastni. Jaz bi rekel, da ima Slovenija zelo dober program tako spremljanja antibiotične rezistence. Se pravi, če zbolite, vaše vzorce pregledamo in ugotovimo, na katere antibiotike so te bakterije občutljive. Žal pa v svetu, v katerem živimo, se moramo zavedati, zdaj ravno v bistvu v zadnjih dneh, pravzaprav ta novica o gobavosti, ki se je spet pojavila v življenju, je še nisem videl, spomnim se samo iz predavanj iz fakultete. Pa iz starih partizanskih filmov. Tako, ali pa še nazaj. Tako da, ko živimo v tako povezanem svetu, kjer se človek lahko v 24 urah
pripelje iz povsem drugega okolja, z vsem, kar pravzaprav to okolje ima. Gobovost je samo en tak eksotičen primer. Če pa govorimo, da gremo na dopust nekam v južne kraje, pa ne bom imenoval kakršne koli države, da me ne bi kdo spet vlekel za jezik, ampak vemo, da v državah, to je pač uradna statistika, ki so južno ali pa južna Evropa, z antibiotiki ne ravnajo tako skrbno kot pri nas. In če imate to nesrečo, da se poškodujete nekje v teh državah, ki so tudi zelo popularne med Slovenci kot dopustniške destinacije, in boste tam preživeli kakšnih 10 do 14 dni, je izredno velika verjetnost, da se boste v tem času kolonizirali z bakterijami, ki so odporne, lahko rečem, na večino antibiotikov. Tako da danes pravzaprav čez cel spekter obstaja že rezistenca. Mislim, da smo imeli tudi že izolate, ki niso bili več občutljivi na noben antibiotik. In tlele je res, kako ne rečem, skrbni pregled, kaj se nam dogaja, potem na kliniki skrbno ravnanje z bolniki, kolikor je le mogoče, izolacija takih bolnikov, da se to ne razširja na druge. Ker izvor vsega tega najprej je, da dobimo bolnika, ki je zelo hudo prizadet. Če govorim pa o vzrokih, zakaj se potem to širi po bolnišnici, so pa taki, ki jih vsak dan poslušamo. Seveda. Najbrž se to zgodi takrat, ko imamo premalo kadra, ko imamo preveč obremenjene ljudi, ki ne morejo, v bistvu tudi če bi hoteli, skrbeti optimalno za bolnika in izvajati vse postopke, da se to prenaša naprej. Tako da to definitivno bi rekel, da je, upal bi si reči, številka 1. Pač skrb, da bi lahko prišli v situacijo, ko ne bo več zdravila, s katerim bi bolnika lahko zdravili. Zato velika previdnost, to vedno poudarjamo. Ne zdravite se sami, če imate karkoli doma, pojdite k zdravniku, jemljte antibiotike, tako kot mi jih je zdravnik predpisal, in toliko časa. Ali obstajajo nova dognanja, ki bi bila neka alternativa antibiotikov, ali obetajo? Zelo zanimivo vprašanje. In mi je res zanimivo, ker se upada z časom najnega intervjuja. Pred 3 tedni sem se vrnil iz obiska v Gruziji, kamor sem bil vabljen za neko predavanje. In Gruzija je znana po tem, da je bila med prvimi državami na svetu, poleg Francije, kjer so to pravzaprav odkrili, eno posebno vrsto virusov. To je izjemno zanimivo področje, ki se jim reče bakteriofagi. Namreč virus bakteriofag je take narave, da njegova tarča ni človeška celica, ampak bakterija. Se pravi, virus napade bakterijo. To je verjetno za veliko ljudi nekaj, kar niso mogoče slišali, dobro strokovnjaki ali pa tisti, ki so v medicini, to poznamo, ali pa kjerkoli na biološkem področju tudi, seveda še bolj kot mi. Skratka, obstajajo virusi, ki pravzaprav ubijajo bakterijo. In to je znano že tam od leta 1920. V Tbilisiju imajo pravzaprav svoj inštitut, ki je pravzaprav temu posvečen. Ampak če pogledamo, to je v bistvu 105 let. In je bilo izjemno zanimivo predavanje kolegice, ki je, bom rekel, zelo izkušena in je že dosti stvari pravzaprav premlela. Gre za izjemno zahtevno področje. Vnašati nekaj živega v telo človeka, smo vedno skeptični. Sicer vemo, da ta virus ne bo napadel človeških celic, ker jih ne more, ker se nima kam pritrditi. Ne vemo pa, kakšne bi bile posledice. Ampak oni so to terapijo razvijali že v 2. svetovni vojni, pred 2. svetovno vojno, še danes. Danes v bistvu doživlja skoraj razcvet, kjer taka terapija pravzaprav sploh ni odvisna. Imamo lahko popolnoma odporno bakterijo, pa bi jo tak virus še zmerom uničil. Ampak tveganja, ki so s tem povezane, so pa tako velika,
da mislim, da še kar nekaj časa ne bomo prišli do neke tudi probleme s standardizacijo. Pač ni vseeno, to ni tako, kot da zmerimo nekaj in rečemo, toliko gramov tega bomo dali, to so žive stvari. Je pa izredno zanimiva v smislu personalizirane medicine. Če bi vi zbolela z neko točno določeno bakterijo, bi za vas izdelali točno določen bakteriofag, ki bi točno v bistvu napadel, če tako rečem, vašo bakterijo in bi jo uničil, brez posledic. Je pa res, če bi to bakterijo dobila še enkrat in bi mi v bistvu uporabili isti bakteriofag, bi vaše telo razvilo proti telesa, proti tem bakteriofagu in ne bi bil več učinkovit, ker bi ga imunski sistem kakorkoli prepoznal kot nekaj tujega, tudi če je to za vas koristno. Tako da veliko se vlaga v stvari, kjer ne bi bilo treba teh bakteriofagov ubrizgavati v telo, da se z njimi seznani, če rečemo, cel imunski sistem. Ampak recimo, če imamo neko rano, pa lahko v bistvu to pobriševa za takim raztopinom bakteriofaga, ker je pa dost majhna površina in še lokalno bi zelo lepo delovalo. Tako da to, kar sem poslušal tam, je res nekaj, kar verjamem. Tudi ogromno ljudi se je tam že po letih 90 začelo tudi v zahodni Evropi s tem ukvarjati in še zmeraj obstaja ena od takih rešilnih bilk, kjer bi, jaz verjamem, da se to lahko zgodi, bo pa res težko. Ob vsej regulativi, ki obstaja, je zelo težko reči, da bo to že jutri na voljo in vedno bo 1 na 1, to pomeni, da verjetno ne bo zelo poceni. Dr. Petrovec, to vaše delo zveni kot znanstvena fantastika. Hvala vam lepa, ker ste bili moj gost. Rečva, da bo optimistično novo leto in vse dobro vam želim. Hvala tudi vam, ker ste bili z nama. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.